Svet kriptovalut je poln vznemirljivih možnosti, vendar pa je lahko tudi tvegan in poln prevar. Kako se lahko prepričate, da so vaša vlaganja varna? Kdo vas lahko obvaruje pred goljufi, ki vam lahko praktično poberejo vse? Goljufi so vse bolj naprednejši, ampak kriptomat jim diha za ovratnik. Kar vam bomo prikazali v tem videu je, katerih prevar se najbolj poslužujejo goljufi in kakšne varnostne mehanizme ima kriptomat, da zaščiti vaše premoženje pred njimi. Goljufi vedno iščejo nove načine za krajo denarja ljudi in investicijske prevare preko telefona so ena od zadnjih taktik. Te prevare delujejo tako, da goljufi pokličejo žrtve in se predstavijo kot legitimni investicijski svetovalci ali predstavniki menjalnic. Nato žrtvi obljubijo visoke donose na naložbe v kriptovalute, delnice ali druge finančne instrumente. Zelo priljubljena tehnika je tudi, da žrtvi rečejo, da je pred leti investirala pri njih in da je ta investicija zdaj zrasla in, če hoče ta denar, mora plačati neko provizijo. Vendar pa so te obljube običajno preveč dobre, da bi bile resnične. V resnici goljufi poskušajo žrtve prepričati, da investirajo svoj denar v prevaro. Ko žrtev vloži denar, ga goljufi ukradejo in izginejo, ali pa v svoji platformi prikazujejo lažne podatke rasti, kar žrtev ponavadi še bolj prepriča v nadaljevanje investiranja. Naslednja pogosta tehnika so tako imenovani phishing napadi. Gre za napade, pri katerih poskušajo goljufi pridobiti vaše osebne podatke, kot so gesla, številke kreditnih kartic ali kakšni bančni podatki. To počnejo tako, da vam pošljejo e-pošto, sporočilo SMS ali sporočilo na družbenem omrežju, ki izgleda, kot da je iz legitimnega vira, kot je vaša banka, spletna trgovina ali morda celo prijatelj. Sporočilo bo pogosto vsebovalo povezavo, na katero naj bi kliknili, ali pa vas bo pozvalo, da vnesete svoje podatke v obrazec. Ko kliknete na povezavo ali vnesete svoje podatke, jih goljufi ukradejo in jih lahko uporabijo za krajo vašega denarja ali identitete. Tukaj se lahko precej že tudi sami zaščitite in to je tudi dokaj enostavno. Preverite URL, naslov v brskalniku, če je pravilen, da nima recimo kakšno črko spremenjeno ali kakšne dvojne črke. Naslednji tip prevare je čisti vdor. To je, ko dejansko vdrejo v vaš račun, recimo na banki ali menjalnici ali pa tudi v denarnico. Ponavadi so ti napadi tesno povezani z phishing napadi, ko žrtev že sama da goljufu občutljive finančne podatke, na podlagi katerih goljuf vdor tudi izvede. Torej, spoznali smo, kako goljufi ponavadi delujejo. Zdaj pa si poglejmo še, kakšne varnostne mehanizme ima kriptomat, da zaščiti vaše kriptopremoženje. Prva je hladno shranjevanje. Kriptovalute na kriptomatu so shranjene v hladnih denarnicah, ki so fizično odklopljene od interneta. To pomeni, da so vaše kriptovalute varne pred spletnimi hekerji. Potem je tukaj preverjanje pristnosti v dveh korakih. Dvofaktorska autentikacija ali skratico 2FA doda dodatno plast varnosti vašemu računu kriptomat. Zahteva, da vnesete kodo, ki jo prejmete prek sporočila SMS, poleg gesla ob prijavi. Potem je tukaj še nadzor nad transakcijami. Kriptomat ima tudi svoj nadzor nad transakcijami in čim zazna karkoli sumljivega, blokira račun uporabnika, da prepreči kakršnokoli nadaljnjo škodo. Na te načine so na kriptomatu svojim uporabnikom rešili že ogromno premoženja. Ampak to še ni vse. Tukaj je tudi skladnost s predpisi, ki je zelo pomembna. Kriptomat je skladen z vsemi veljavnimi predpisi proti pranju denarja, AML, in poznavanju strank, to je KYC. Delajo se tudi redni in strogi pregledi podjetja na področju AML in Own Funds. To pomeni, da je kriptomat zavezan k preprečevanju kriminalnih dejavnosti na svoji platformi. Dajmo si te stvari še malce podrobneje pregledati. AML je kratica za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma. Gre za sklop zakonov in predpisov, ki so namenjeni preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja iz nezakonitih dejavnosti, kot so trgovina z mamili, terorizem
in korupcija. Predpisi AML običajno zahtevajo, da finančne institucije, kot so banke in menjalnice kriptovalut, preverijo identiteto svojih strank in spremljajo njihove transakcije za sumljive dejavnosti. Če finančna institucija odkrije sumljivo transakcijo, jo mora prijaviti pristojnim organom. Cilji predpisov AML so preprečiti pranje denarja iz nezakonitih dejavnosti, zaščititi finančni sistem pred zlorabo, spodbuditi integriteto finančnega sistema in preprečevanje financiranja terorizma. KYC pa je kratica za poznaj svojo stranko, angleško Know Your Customer. Gre za postopek, ki ga finančne institucije in druge organizacije uporabljajo za preverjanje identitete svojih strank in ugotavljanje njihovega izvora denarja. Postopek KYC običajno vključuje naslednje korake. Zbiranje podatkov o stranki. Finančna institucija bo od stranke zahtevala osebne podatke, kot so ime, naslov, datum rojstva in podobno. Prav tako bo morala stranka predložiti dokazilo o svoji identiteti, kot je potni list ali osebno. Preverjanje identitete. Finančna institucija bo preverila identiteto stranke z uporabo različnih virov, kot so baze podatkov o identiteti in javni zapisi. Potem je še ugotavljanje izvora denarja. Finančna institucija bo tako stranko vprašala o izvoru njenega denarja. Morda bo morala stranka predložiti dokazilo o izvoru denarja, kot so bančni izpisi ali plačilne liste. In nato je še spremljanje dejavnosti stranke. Tukaj institucija spremlja dejavnost stranke na svojem računu za sumljive dejavnosti. Če odkrije sumljivo transakcijo, jo bo morala prijaviti pristojnim organom. No, poleg vsega tega je Kriptomat tudi skladen z vsemi EU predpisi, kar je zelo pomembno, saj se je EU zavezala k strožji regulaciji kriptosveta. Zdaj, blokada računa ni nič kaj prijetna, ampak treba je pomisliti tudi iz druge plati. Ta blokada je lahko ravnokar zaščitila vaše premoženje, ker dajmo si priznati, vsi lahko hitro nasedamo kakšni goljufiji. Tudi meni se je to zgodilo, pa sem v IT svetu. Nikoli ne vemo, kaj se je lahko zgodilo. Lahko smo nekomu v preteklosti nehote dali svoje podatke, na podlagi katerih je goljuf izvedel vdor v račun. Ali pa je nekdo ukradel identiteto in je na podlagi teh podatkov ustvaril lažni račun. Tudi to se lahko zgodi, da želimo nakazati kriptovalute nekam, kar se nam ne zdi kot prevara, pa v bistvu je. No, če Kriptomat zazna takšno ali podobno sumljivo aktivnost, blokira račun in s tem prepreči škodo tudi vam. Če bo vaš račun blokiran, vas bo Kriptomat o tem tudi takoj obvestil. V večini primerov lahko svoj račun nato odklenete tako, da posredujete zahtevane dokumente ali informacije Kriptomatu. Če pa česarkoli ne boste vedeli, je tukaj za vas Kriptomatova podpora v slovenskem jeziku, ki je zelo pohvaljena, saj uporabniki izredno cenijo njeno hitrost pri reševanju težav. Skupaj boste tako hitro prišli do rešitve in ponovne odklenitve vašega računa. S Kriptomatom so vaše naložbe varne. Kriptomat je varna, uporabniku prijazna in uveljavljena kriptomenjalnica, ki ponuja široko paleto storitev za kriptovlagatelje vseh ravni izkušenj. Če iščete zanesljivo platformo za nakup, prodajo, trgovanje in shranjevanje kriptovalut, je Kriptomat odlična izbira. V tem videu smo vam torej predstavili znane tehnike goljufij in Kriptomatove varnostne ukrepe, ki jih preprečuje. Če je še kakršnokoli vprašanje, nam ga kar postavite spodaj pod komentarji in z veseljem bomo odgovorili nanj. Dajte video všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Veseli bomo tudi delitev z vašimi prijatelji, ki se zanimajo za kripto, da jim bomo skupaj tako pomagali do boljših odločitev. Tukaj na tem kanalu redno objavljamo videe, zato vas tudi lepo vabim, da se naročite in nastavite obveščanje, da ne boste kakšnega zamudili. Zdaj pa vas še lepo pozdravljam, imejte se fajn in se vidimo v naslednjem videu.